Pozdrav sem, me veseli, da sem lahko tudi jaz del tele konference. Bioplastika je za nas področje, na katerega smo v bistvu prišli z željo biti zelo trajnostni in izbrati najbolj trajnostni material. Seveda pa so se ob tej poti pokazali različni izzivi, o katerih bom pa več povedala v nadaljevanju. Zdaj, Nelipod je v bistvu znamka naravne kozmetike. Najbolj smo bili, največjo prepoznavnost smo dosegli v Sloveniji z zmago pri projektu Štartaj Slovenija. To je bilo slabih 5 let nazaj in to je res bil za nas preboj, ki nam je omogočil, da smo lahko v bistvu postavili podjetje in se začeli ukvarjati tudi z takšnimi problemi, kot je embalaža, kako biti čim bolj trajnostni, z čim manjšim ogljičnim odtisom delovati. Vse pa je nekako šlo v motivu, tako kot je pač bila moja prva skrb, zakaj dati take izdelke na trg, da nimamo telesa B in da moramo za to skrbeti, kakšno kozmetiko vsakodnevno uporabljamo. Prav tako pač posledično tudi ni planeta B in se moramo vedno bolj zavedati, da v bistvu vse, kar delamo, moramo delati z namenom, da pustimo za sabo čim manj odpadkov. In zato smo v bistvu mi postavili trajnost kot ključni element našega delovanja, se pravi takoj za tistim prvim, to je skrb za zdravje. Tukaj na desni že vidite naš glavni in pač zvezdo izmed naših produktov, to je deodorant v stiku. In prav za ta deodorant v stiku sem se polotila tega velikega izziva in to je razvoja lastne embalaže iz biorazgradive plastike. Za nas se je v bistvu ta pot začela že leta 2017, ko sem se prvič spoznala z bioplastiko in sicer, ko smo razvili lastno tako malo spatulico za takrat še deodorantne kreme. Kar smo ugotovili takrat, seveda, da je to primeren material, ki je biorazgradljiv, ker je bila pač spatulica dovolj tanka in majhna, da smo to biorazgradljivost dosegli v industrijskih pogojih, ki so bili tudi že večkrat omenjeni. Pri stiku pa smo v bistvu se soočali z izzivi, ki jih bioplastika in njena razgradnja predstavlja, in to je pač debelina. Tako da mi v bistvu uporabljamo material Bioflex, proizvajalca Fkur, in je registriran za uporabo v prehrambeni industriji. Gre za PLA plastiko, tako kot so že tudi predhodnice predstavljale, tako da o tem ne bom več povedala. Je pa minimalna vsebnost organskega ogljika vsaj 70%, kar zagotavlja kar veliko uspešnost pri biorazgradnji in njeni hitrosti. Sam material ima OK Compost certifikat za kompostiranje v industrijskih pogojih, o tem bom povedala več v prihodnjih slajdih. Mi pa ga zaradi debeline izdelka trenutno nismo uspeli pridobiti, ampak ga zdaj v bistvu delamo na izboljšavah same embalaže, ki bo omogočila pridobitev tega certifikata. Zdaj mi označujemo material na naših etiketah, in sicer, da gre za embalažo iz biorazgradljive plastike. Je pa za nas tudi največji izziv ravno pravilno odlaganje. In zato pospešeno v bistvu izobražujemo svoje potrošnike o pravilnem recikliranju tega materiala, predvsem pa
smo začeli delati izrazito na ločenem zbiranju odpadne embalaže in njenem vračanju nam. Trenutno smo v lanskem letu sicer na slabih 12% povratne embalaže, ki jo potem mi pa uporabljamo ponovno pri izdelavi naših izdelkov. Letna poraba biorazgradljive plastike pri nas je nekje med 3 in 4 tonami. Izdelki pa, ki so embalirani v to embalažo, pa predstavljajo 82% našega celotnega asortimana. Zdaj, biorazgradljivost embalaže smo s pomočjo Fakultete za tehnologijo polimerov dokazovali v njihovem laboratoriju po standardu ISO 14851 iz 2005. Pred testiranjem smo ohišje stika razrezali na koščke in smo 60 gramov vzorca pomešali s kompostom, vse skupaj navlažili, prenesli v reaktor za testiranje biorazgradljivosti in to izvedli pri 60 stopinjah Celzija in s tem v bistvu simulirali industrijske pogoje. Samo razgradnjo smo pa spremljali z detekcijo sproščenega CO2. Se pravi, kot že omenjeno, zaradi debeline same embalaže smo v bistvu v 6 mesecih nismo uspeli doseči 90% razgradnje materijala. Glede na podatke pa predvidevamo, da bi to dosegli v 12 mesecih, ampak bomo zdaj v bistvu to počakali, da spet izboljšamo našo embalažo in bomo dali v ponovni test. Kot že omenjeno, pač za nas ostaja največji izziv pravilno odlaganje in pa reciklaža. Sama sem mnenja, da je to samo sistemska rešitev lahko pravilna rešitev, torej da bi obstajali posebni zbirniki oziroma pač odlagalniki, kamor bi lahko ljudje to embalažo odlagali. Prav tako pa tudi sem mnenja, da bi bilo potrebno narediti še več na samem načinu biorazgradnje, ki bi omogočal, da bi bilo to za posameznega potrošnika enostavneje narediti v domačem okolju. Tako da mi v bistvu res delamo zdaj največ na ločenem zbiranju te embalaže. Imamo akcije, kot je, da pač spodbujamo, da zberejo 10 praznih in dobijo za to enega polnega, oziroma da ob 5 vrnenih embalažah, to je pa akcija bila v Spar Slovenija, da pač za vrnjeno embalažo posadimo drevo in v bistvu tudi s tem spodbujamo, da delajo potrošniki z vračanjem te embalaže nekaj dobrega. Hkrati pa tudi izobražujemo potrošnike naše, pač naše kupce, kako pravilno ravnati s to embalažo, predvsem, da se ne odlaga v zabojnike za embalažo, torej v rumene, ker v bistvu s tem povzročamo še večjo škodo. To smo tudi se pač ugotovili v vsem tem času, da biorazgradljiva plastika seveda se ne sme pomešati z navadno plastiko. Ampak to marsikdo ne ve in zato mi res veliko delamo na tem, da to izobražujemo. Pa hkrati še to, da v bistvu tudi eden od izzivov, da če tudi je pravilno embalaža označena, tako kot je moja predhodnica pokazala ta PLA 7 znak, pa še vseeno v zbirnih centrih tudi ne znajo s tem delati. Vsaj po mojih izkušnjah, kolikor sem raziskvala, pač niso dovolj pozorni in veliko te embalaže ne pristane v pravem odlagalnem zbirniku za ponovno uporabo.